splošnih knjižnicah poteka že ves teden. V Brežicah pa vas bomo z raznolikim dogajanjem za vse generacije nagovarjali do izteka meseca. Danes, ko je v ospredju branje in literarno ustvarjanje, zaključujemo že 8. sezono projekta Posavci beremo skupaj. Ta je v preteklih mesecih potekal v Valvazorjevi knjižnici Krško, knjižnici Sevnica in naši domači brežiški knjižnici. Pri vsem tem nas je medijsko podpiral Zavod na Ljubljanu. Knjižničari zdaj že vemo, da ste nas bralci prepoznali in nam zaupate pri branjih namigih ter povabilih. 40 naslovov predlaganih knjig ste si izposodili čez 1600-krat. Bralo vas je več kot 150. Nagrajencev poštejemo 94. Od tega 22 v knjižnici Brežice. Kakor je že v navadi, bomo zveste bralce tudi nagradili. Letos z izbranim romanom, ki ga v zaključku prevzamete pri sodelavki Mateji Kus. Kar nekaj vas je takih, ki so jih naši namigi vodili k prebiranju romana Ženska drugje. Roman je lani izšel pri novomeški založbi Boga, spisala in podpisala pa ga je osrednja gostja današnjega večera. Vsestranska umetnica Maja Štromer, ki izrekam toplo dobrodošlico v naših prostorih. Maja, o življenju z umetnostjo in še marsičem boste spregovorili v pogovoru z našo in vašo prijateljico ter ljubiteljico besed in Tašo Jeniš. Radi bomo prisluhnili vajinim zgodbam in prigodam. Izvolite. Hvala. Lep pozdrav vsem, draga Maja. Res, najprej bi se zahvalila knjižnici Brežice, ki nam je povezala, da smo končno spet skupaj, dolgo se nismo videli in prej smo ugotovili, da je najno prijateljstvo polnoletno. Tako je 18 let razmerjena letos. Še nekaj dni letos, oziroma mesec dni. In jaz bi, draga Maja, začela kar s to osrednjo knjigo, če tako rečem, Ženska drugje. Tvoja 13. knjiga, bila je v nominaciji za Kresnika in ima v bistvu zanimivo zgodbo. Pisali si jo v Latviji, začela pisati tam in končala si jo v Parizu. Vmes je menilo nekaj let. Pa me zanima, kako to ustvarjaš, ali rabiš ta nek odmik od tega domačega okolja, da greš v tujino, ker najbrž čisto vse knjige tvoje niso nastale v tujini, ker tukaj se pa tudi prav pozna, vsebinsko govorim zdaj, ta Latvija ima velik vpliv, veliko vlogo. Jaz sem te, moram osebno, tako se mi pa zdelo, sem prav videla tebe, veliko Petra Hauptmana, tam tisti slaščičarni in tista tortica, jaz sem videla tebe, to si povedali, kaj od tega res. Takoj me boš lovila na tortico, ne? Normalno. Dakle, lep dober večer, sem skupaj, sem zelo vesela, da sem tukaj v Brežicah. Ponovno, tokrat sicer v neki drugi obliki, ponovadi pridem kot selektorica za gledališče ali pa kot gledališčnica. In prav v tem prostoru sem pred leti imela tudi gledališko delavnico, ampak danes sem res vesela, da sem tudi Nataša tebe ponovno srečala in da sem lahko v tej vlogi. Ja, Ženska drugje, kot si sama rekla, je nastajala besedno drugje. Ja, pri pisanju ni nujno, da moraš iti ravno drugam. Zdaj, to je pač bil en splet takih, rekla, srečnih okoliščin, da sem prejela rezidenčno štipendijo. Pravzaprav je tako bilo, da te knjige nisem planirala naprej, ampak prijavila pa sem se na rezidenčno literarno štipendijo na založbo Boga in poklicali so me in so rekli, jutri greš v Latvijo, imaš čas? In je tako, ja, ne vem, kaj, ne vem, kako, skratka, rekla sem ja in sem spakirala in šla v to Latvijo in sem potem nekaj časa se sprehajala v zamrznenem Baltiku na -13 sredi marca, to je bila pomlad. V Latviji so bili že vsi veseli, pomlad je prišla, jaz sem bila vsotničma. In tam se je seveda tudi zgodila, porodila ta zamisel o ženski drugje, teh treh zgodbah, ki se prepletajo.
Knjiga je pač veliko notri kuhinje, ja, in res je, ne, ta prizor v Rigi, ki se z Petrom srečata Gundega v Rigi, v tej secesijski slaščičarni. Jaz sem bila res tam, ampak sem pa pila kakao in jela to, tako je res. Zanimivo je, da se vpletla toliko receptov v to knjigo, ne? Res vem, ko sem zdaj prebrala, pa bom še povedala ostalim, da ne boš ti vsega povedala, da so ti nekaj rekli, da se tam danes prodajajo samo še kuharske knjige in da si potem ti iz nekega, če tako rečem, inata rekla, Roma napisala nekaj takšnega, pa bom jaz dala literaturo. Ja, točno to se je zgodilo. Si v bistvu uvrnila vlogo. Ja, to je bil tak hec z direktorjem Goge, založba Goge, smo se enkrat pogovarjali, in je rekel, ja, veš, tam kuharske knjige, te pa grejo, ne. Kaj več, bo napisala kuharsko knjigo, to bo malo vmes še literature dala, ne, tako za zraven. No, seveda to je bil hec, ampak dejansko v Latviji, kaj se je zgodilo? Latvija, pravzaprav ta Ventspils, kraj, o katerem tudi govorim, v tej knjigi je, to je pristanišče in v tistem času je dejansko čisto spravljeno mesto, nikogar ni bilo. In v tej rezidenci smo bili samo trije, Slovenka, Nemka in Francoz. In vsak večer smo se dobivali spodaj v kuhinji, kjer smo si kuhali večerje, Nemka nemške recepte, Francoz francoske, jaz slovenske, no te latvijske pač ne, tako kasneje. In smo se o tej hrani pogovarjali, ne, predstavljala ta hrana in te recepti in skozi to hrano se je potem dejansko tudi rojeval ta roman. Iz tiste samote, ne, vsi smo kome, vse jaz sem kome čakala, da se dan zaključim, da bom lahko šla dol v kuhinjo in se s kom kje pogovorila. Bilo je zelo zanimivo, to zmeraj povem, ne, da sta pač ta Nemka, pisateljica in Francoz, vsak na svoji strani mize sta sedela in sta se kregala, kdo je zmagal in kdo ni zmagal v drugi svetovni vojni, ne. In prva svetovna in druga svetovna, to vse, jaz sem tako pom gledala. Ampak to ni samo slovenska razpomba. Smo bili v tradiconi. Tako da ja, ta hrana je zanimiva. V tem Ventspilsu je bilo zelo malo barov, ne, in kavarn in restauracij, samo ena je bila odprta in tam so stregli odlično čokoladno Nikoljevo torto. Tako, no, ampak seveda začel se ta roman, sem ga začela pisati v Latviji, potem sem ga odložila nekaj časa, ležal, mislim, da sem celo, da ga ne bom izdala. Na taki obliki bil je dosti bolj kompliciran na prva varianta. In potem, ko sem šla v Pariz, na drugo rezidenco čez nekaj časa, sem začutila, da je pa mogoče čas, da jo zaključim. Očitno je ta knjiga dejansko bila zakodirana na žensko drugje, torej se morala biti drugje. Čeprav je to vse ne prispodoba. Mene je presenetila ta Utina zgodba o Sredinska, ne prva pa ne tretja, in sicer zato, ko sem prav razmišljala, joj Maja, kako si se pa zdaj morala, koliko se morala študirati to pogrebništvo. Res to me je čisto in prvič fasciniralo, prvič pa presenetilo. Zelo se mi te običajnemu človeku tuja tematika, ne? Ti si pa tam kar šla, nekaj nam opise, malo večje, tako obsežnejše. Je kar dela, v bistvu, ko se lotiš nečesa takšnega, ne? Nek poklic predstavljaš, moraš raziskovati, iti v detalje in tako dalje, ne? Ja, že lik Ute Nemka je bil zame tudi, če gledam tako kot igralka, recimo, zelo drugačena, ne? V Marijuto sem se zelo lahko, sem se identificirala zelo tudi z Gundego, potem, ko Ute je res en tak lik, ne, mnogi, ko preberejo, rečejo, kakšna grozna ženska, pa kako čudna, pa take ne obstajajo, razen Mira Možina, psihiater je pač rekel, da ja, take ženske obstajajo. In sem vesela, ne, zato, ker če pač potrdi en strokovnjak, psihiater, da mišlja pisateljska ni modala, je to super, ne. Tako da, ja, in seveda, ne, pisateljski poklic je tudi raziskovanje. Zdaj ta Ute, ne, je taka zelo, kaj bi rekli, manipulativna ženska, ki se poroči z direktorjem pogrebnega zavoda, pa nisem direktor, on lastnik, ne, to šteje, in vemo, da je smrt pač dobičkonosna, ne, torej, in sem se pač lotila te študija tega biznisa, kaj to pomeni. No, zdaj šalim, ampak dejansko tukaj je pač večplastna tema, ne, zdaj smrt vemo, da je velik tabu. Tukaj v tej knjigi, če se
igrala z metaforiko hrana, ne? Hrana, zakaj hrana? Ne? Hrana v takšnih in drugačnih oblikah, s čim se konkretno hranimo, ker so notri recepti, ampak predvsem, s čim se mi hranimo v življenju, ne? V prenesenem pomenu besede. In prav tako je smrt, ne? Ko imamo na eni strani eros thanatos, ne? Smrt, ljubezen, ko je eros thanatos, po drugi strani, ko to na nek način poploščimo, ne? In vzamemo to globino in to vrednost, lahko to postane seksualnost in pogrebištvo, recimo, ali pa zaslužek skozi smrt. Ne? Imela si pa tudi v bistvu kar nekaj, bi rekla, negativnih kritik, ker so oni delali v resnično, češ nerazumljivo, kaj se zdaj ta pisatelj hica gre, ne? Če malo zdaj seveda tako se v bistvu. Ne te knjige, splošno, pa mislim, da bolj jasno, splošno, in si v bistvu ravno s to si potem bila nominirana za Kresnika, ne? Kar je... Jaz ne vem, no, vse meni tako, jaz sem, se mi zdi, zdaj šele v teh letih malo vstopam v to literarno sceno, nakazujem, kaj se dogaja malo za kulisih in mislim, da bo kman tudi stopla, ker je popolnoma nezanimivo. Zanimivo je pisanje in ustvarjanje, ne? In to se mi zdi pomembno, če lahko s knjigo nagovoriš bralce in da nekomu nekaj daš, ne moreš po vseh zadovoljiti in vsem biti všeč. Ja, mnogokrat recimo pri Potapnicih sploh je bilo ogromno, tam je bila prav tekma, ne, so tekmovali kritiki, kdo bo bolj posekal knjigo, ne, mislim, da je zelo intelektualistična, da je zelo zakomplicirana, da je težko razumljiva. Jaz moram reči, da moja mama je to prebrala in je razumela, tako da se mi ni zdelo, da bi pisala nekako. Zato sem se pa potem jaz malce poigrala s to kritiko in sem takoj za kontrapunkt, ne, napisala 7 kilogramov do sreče, žanrski Bridget Jones, tako da sem dokazala, da... Ampak mislim, da tudi niso razumeli, zato ker je pa prelahkotna. Jaz tudi o tem sem brala, vedno znova nekaj, kar ni okej, ne? Tako je, nekako imamo občutek, ne, da ljudje se počutimo zelo varne in sigurne, če lahko ustvarimo nek predalo katerega človeka in vse, kar se dogaja okrog nas, pospravimo. Ne? Rečemo, aha, Nataša je taka, Jože je tak, ta je tak, ne? In smo varni. Ne? To je normalno, do življenja iščemo neko ravnovesje in harmonijo. Jaz pa kot ustvarjalka zelo potujem med različnimi svetovi, pa ne hote, takšna sem po naravi in se tudi nekako se mi zdi žanrsko pomikam v več smeri, zato ker v tistem trenutku pač to povleče in to je moteče. Ne, zato ker pač reči, aha, zdaj bi rekli, Marga Štramer je pa taka. Ja, ni, ne, nas je več drugačna. Že nas nekaj presenetiš, ne? To je kot v gledališču, ne, veste, ko pride Polona Vetrih na sceno, pa čeprav je v drami, so si smejemo, ne. Zdaj si spomnim, ko je bilo v Cankarjevem domu Lira, ne, ta Lir, pa je rekla, oče, vsi usmeh je pa Madonna, zakaj pa narobe naredila, ne. Nič, ne, ampak smo navajeni na Polono Vetrih kot komičarko, ne, in delamo veliko krivico, ker je odlična dramska igralka, res je, ne. In tako je enako, ne, rečem, kaj pa zdaj veliki kinovka, zdaj spet neki, zdaj intelektualka, zdaj je žanr, zdaj je kuharca, pa zdaj se že odloči, kaj boš rekla, ne. Daj se nek predali, že, ker boš odloči tako. Veš, kaj me torej fascinira, oblikovno me tvoje knjige zelo mamijo. Tako so mi lepe, res. Ne vem, ali veliko sodeluješ pri tem, ali prepustiš oblikovalcu zadeve, kolikšni meri je to kakšno sodelovanje nazadaj? Ja, jaz sem zelo vesela, ko se sodelujem. Moje izkušnje so, da sodelujem zmeraj z oblikovalci. Moram reči, da zelo živega zadnje časa, pa zadnje del romana, imam to srečo, da je oblikovalec ima veliko posluha. In sploh pri ta zadnji knjigi je Nervis Kočir, ne, s to naslovnico, moram reči, da me prav uzradostila ta naslovnica, no, tako je zelo, že sama po sebi pove svojo zgodbo, no, in se mi zdi, da je, ne vem, vse je najbrž v hospitalu, tudi ko pridem v knjižnico, kdaj pa ne vem, kakšno knjigo bi si izbrala, nekako pogledam, kam dave oko, kam me povleče in se mi zdi, da je to tudi ta vizualni del zelo pomemben, ne. Tako da ja, moje izkušnje so zelo lepe in pozitivne, no, pri sodelovanju z, vem, recimo pri mladinski knjigi Misli name, kot je lepo, to je knjiga, ki je tam na Pultu, je spomnim, da je oblikovalec rekel, je dal rok tak vijoličen, pa je rekel, kadarkoli vas vidim, imate vijoličen
vijoličen lak za nohte, pa sem dal kar to vijolično, ne. In se mi zdi tako, to vero mi dva, ne. Ja, to zver je en tak prepretek, da vidim, da so imenovanje. Vijoličasta je nasploh tvoja barva. Je, ja. Taka mistična. Je, od zvire sem imela rada, ne glede na to, sem živela ne v Mariboru, pa sem, ne. Ampak ko sem prišla v Koper, recimo v Kopru, ko sem imela vijoličasto čepico, so me vsi tako gledali, čudna, pa sem iskala te barve, ker takrat pred tolikimi leti teh barv še ni bilo. Potem sem pa prišla v Maribor. In sem si dala duška, prvič v Mariboru sem našla vijoličast lak, vse sem prepleskala, celo sem manjala vijoličasto. In ko sem šla po starem mostu Dravskem, v vijolični obleki so kričali in zavljali, to pa je naša, to je naša. Da se ga, evo, izpet so naredila, se to prijela. Vijole, ne? Maribor šampion, ti si to vedela. Omenila sem knjigo, mislim, na kot je lepo, jaz, ne vem, jaz tako čustveno sem odreagirala na njo, ne vem, res se me je dotaknila, se me je vsaka, tako mimo gre vsaka drugače, ampak ta, ne vem, no, ta odnos z očetom, in se malo tudi jaz pa spraševala, je še imam očeta, ne, si ga izgubila, in potem se mi je nekako tako zdelo, kar poklicala bi ga, pa bi mi rekla, jo, ati, daj pogovarjaj se z mano, ne. Tako, mislim, da enkrat nekoga ni več, ne vem, res tako živimo včasih, kar hitro, pa pozabimo kaj reči, ali pa se nam nekak zdi samoumevno, pa ne rečemo. A si ti mogoče čutila kaj takšnega, da si potem to vzlila na papir v knjigo? Da si mu hotela še kaj povedati, kar je manjkalo? Ta knjiga, mislim, name, kot je lepo, je res tako, mislim, da zaseda kar eno posebno mesto znotraj mojega opisa. Zato, ker je nastajala takoj po smrti mojega očeta. In to zato, ker sem seveda čutila, da bi se morala z njim še kaj pogovoriti. Izmenjati nekaj, oče je vedel, da odhaja in vem, da mi je mogoče 2 tedna prej rekel pridi, da se bova še malo pogovorila, ne, da se bova pogovarjala in tako, ampak ga je prehitela smrt, ne. In naj je prehitela o tem. Tako da pod njegovim izginotju sem pač se zaprla stanovanje in pisala, nikoli nisem mislila, da bo ta knjiga šla v javnost, se mi je zdaj, to je tak intimen pogovor, dialog z njim. Ampak ja, potem pa nekako sem začutila, da zakaj ne bi pa poskušala dati to ven. In ne boste verjeli, na 1. april sem dobila odgovor v medijske knjige, da sprejmejo, tako da nisem vedela, da što se je res, ne. Ja, in ta knjiga je, bom tako rekla, zelo intimna pripoved, več nivojska, torej prvič dialog z mojim očetom, drugič ne nazadnje, to je bil prvi človek, ki je umrl. Meni blizu bližnjega, oče mi umrl v rokah. In to je bila res ta srečanje s smrtjo, tako bila zame ena taka prenovna stvar. Seveda, kot je nekdo tako umre, se s tem sooča svojo minljivostjo, s tem, kjer se je tako, da je ena taka osebna izpoved, ki se je potem nekoliko preoblikovala, ne, ko se je šlo v knjižno obliko, je intimna, še vedno je moja oče, ampak ni pa privatna. To zelo rada povem, da ločujem privatnost od intimnosti, ne, intimnost se mi zdi, ne. Tako da ja, s to knjigo moram reči, da sem zelo, me najbolj veseli, ko ljudje berejo to knjigo, takoj pomislijo na svojega očeta, ne. In potem, ko srečam bralce, rečejo, namesto bi rekli, ja, sem prebral knjigo, pa to si mislim o knjigi, ki te rečejo, in moj oče, in začnejo govoriti svojo zgodbo. In se mi zdi, da je to najlepše darilo, ki ga lahko dobim kot pisateljica, da ta moja zgodba o očetu in mojem odnosu z njim nagovori pač tudi bralca in da gre v svoje tese odnose. In seveda tisti, ki še imate očete, ne, pa ste rečejo, joj, potem sem ga šla pa kar poklicati, pa ga poklical, pa se z njim pogovarjal. Tako da no, je ena taka... Ja, jaz sem te zelo hvaležna, da se takšen nek vzgib, ne, ki se zgodi v človeku, potem ko prebere. Jaz mislim, da je to čisto normalno, da mora biti neki kamen, ne, srca, da sebe, če ne tega naredi, ne. Imaš še res to nezanimivo življenjsko zgodbo, ne, da si šla študirati, v bistvu si hotela iti na AGRFT, ne, po srednji šoli? Ne, jaz šla direktno na filozofsko fakulteto, ker moj oče, če hočeš biti igralka, moraš biti zrel človek, ne? To je za zrele ljudi, to ni kar tako. Ne? In jaz sem
šla in sem se upisala italijanistiko in francistiko in sem tam študirala, potem sem šla na svoj. Potem tam ni bilo sreče, ker si imela, kako zdaj že, kaj so ti učitelji? Da sem prezrela. Ja, ravno to, ne? V glavni sem imela pubertete, skratka. Kako si našla to šolo, zdaj ne vem, če nešto vedem, to skorekta, Žak Lepok, je prav? Nisem bila francistka, kako si sploh pomislila, da bi šla v Francijo? Mislim, študirala s francoščino, to se razumem, ampak da greš, ne vem, nekih 20 plus, kar tako, veliko na knjigi, in tisti vlak, pa ko si šla, pa ne, oče, ne, nekako bil žalosten, seveda. V bistvu je tako, da sem vsako poletje bila zelo redno obiskovalka delavnic gledaliških preko Gilša, takrat je Muzej za kulturne organizacij, in mentorja sta bila žal že pokojna Sandra Mladenovič, ki je profesorica Lekoka, in Brane Završak, ki vsi poznate, kot igralce dobrega šansonjerja. In takrat sem na te delavnice spoznala te metode. In jaz sem si potem rekla prav, potem sem bila v Italiji, ker sem delala z mentori Pico de Teatro in tako naprej. V tujini so mi vsi rekli, imaš talent. Ko sem rekla, enkrat v Italiji mi niso sprejeli, ma kaj te briga, ne, Italijani, ma ki se ne prega, ej v Italijo, ej v Francijo, šlo, ne. Glavni mi jaz sem rekla, ja, to ni tako preprosto, ker je šole vrata. No in sem potem prosila za štipendijo za eno italijansko šolo. In so rekli na ministrstvu, da ta šola je neznana in da oni ne bojo nič pomagali. No se rekla, ja kaj, pa če bi šla v Pariz, pa to bi pa pomagali. Ja, to je pa znana šola, pa štipendijo tudi sem dobila. Tako da sem vseeno šla, potem sem se pač odločila in sem šla delati sprejeme v Francijo, bila sprejeta, to so dvojna presejalna sita in tam se vključila študij. Tako se je to zgodilo, ne? In si postavila tudi igralka. Tako. Ja, nekaj časa si bila v teatrih, mali pod najbolj ja, tam so se bili spoznali in da mi ta ne voli čez trebali, spet greskale možgane. Glavnem, potem pa svoboda, zelo hitro, ne? Nisi nekako ostala dolgo v sistemu. To so te predali, o katerih ne sem prej govorila, da tako se, ne vem, mogoče sem po naravi bolj nemiren človek, radoveden in se mi zdi, da ko začutim v enem trenutku malce obtičim nekje, me kar žene naprej. Tako da sem potem najbolj bila v Celjskem gledališču, po Mariborski drami, pa se še na Svobodo, tam so se tudi menjale garniture, direktori, ki so prebrali svoje, to so pač take zadeve, da smo igralci več ali manj na letnih pogodbah, ne, po 10-letne pogodbe ali podaljšujejo in tako. Jaz sem šla potem na Svobodo in moram reči, da mi ta Svoboda daje veliko. Seveda cena te svobode je kar tudi visoka, ampak ne smem se pritoževati. Mislim, da mi je kar lepo. Omenila si besedila za otroke, zdaj bom najprej mogoče knjigo omenila, Anina zvezdica, družbena zadeva, ne? Pravljica. Povezala si se z Ano Brukner? Ja, pravzaprav me enkrat z Ano smo se spoznali na snemanju ene mladinskega filma in je povedala že pred leti o tej njeni inicijativi, pa sem nekajkrat hrano nesla, pa sem se pa spet na ključno srečanje in rekla, ti pišeš, ali bi napisala, se kaj vi? No in smo potem zbrali 100 pravljic od 900 ton hrane, v tistem prvem šusu, ne? Tako da sem vesela, no, tega sem zelo vesela, po drugi strani pa žalostna, ne? Zato, ker pravzaprav, da moramo zamaški pa s takimi stvarmi korigirati nekaj, kar pač ta država bi morala že sama po sebi poskrbeti. Torej, na nek način nočem verjeti, da je to potuha, ker je pa gesna, ampak lačnih otrok ali pa ljudi sploh ne bi smeli biti. Se zelo strinjam, ne? Najbrž imam vsi dolje. Enkrat se, ko sem brala te intervjuje s teboj, ne, sem bila vsod po hiši, imam vsega, pa mi je padlo v oči to, da si rekla, da v teatru nekako ne marajo preveč tega, da ti veš, kaj hočeš, ko prideš, da potem imajo neko, kot da si malo zafnana, da zdaj v tem smislu, ne, da malo se sprosti, jaz sem se tako doživela, tvoje misli, ki si jih takrat rekla. Ampak jaz sem to dojela kot samo kot odgovornost do dela, ne? Ja, to je kar ena stvar, ki si še sama postavljam to vprašanje, kako je to možno, da te mogoče lahko v enem profesionalnem krogu ljudje tako napačno razumejo. Dosti, kad sem doživela to, da sem šla na snemanje filma,
pripravljena, torej vedela sem, kaj je moja vloga, kako igra. Z maskerki se rekla, poslušaj, če igram, ne vem, v modernem arhitekturnem studiu leta 2018 alternativno arhitektko, si ne predstavljam, da bi ta alternativna arhitektka imela zaprašeno sivo krilo naplete, pa ponoviček in brez šminke. Če ne drugega, dajte duhanček v nos, pa nek hud prstan, ne vem, nekaj, si predstavljam, pridem pripravljena, skratka, ker sem pač tako odgovorna in sem dosikrat ugotovila, da če pridem tam pripravljena, ljudje tega ne marajo, ker to berejo v ključu, kam ti mene učila, ali pač udarim na kakšno frustracijo, na kakšno točko, da se pa oni počutijo manj vredne, pa sem se, kaj ne zdaj? In potem na tak način samo nižamo nivoje. Jaz sem človek sodelovanja, tega sem se tudi naučila v kapitalističnem svetu sodelovanja, ne da mi rečete komunističnem, ne, v Parizu smo se naučili sodelovati, v ponedeljek smo dobili nalogo, v petek je bila premiera, bili smo skupaj ena skupina in smo morali kot skupina narediti izdelek, ki je bil ocenjen in na izpit s tema. In sem se naučila tega sodelovanja in se mi zdi, da to je nekaj, česar se tukaj mogoče ne vsi ali pa mogoče mnogi bojijo, ne znajo, vse je, ni lahko sodelovati. Ja, to je res. Ne reci, prosim, Maja, kako je pa potem s tem, ko imaš ti neko vizijo, da bi nekaj izpeljalo, pa se moraš ukloniti nekomu ali pa nečemu. Najbrž ti imaš težavo s tem, ali pač? Ravnokar pišem zgodbo, oziroma tekst za dramo ljubljansko, monodramo, ki bo igrala Zvezdana Mlakar, prvi o Amelii Earhart, o letalki, ki je prva preletela Atlantik. In je bilo zelo zanimivo, ko sem prebirala svoje zgodbe in tako naprej, kako je ona doživljala ta preboj. In zgodba, ki se me najbolj dotaknila, in je ta, ko pravi, ko so jo poklicali, ali bili preleteli Atlantik, ženska, prva ženska čez Atlantik, je rekel, ja, tako je, ona je bila že afirmirana pilotka, takrat. No, in so jo poklicali in pa se rekli, ja, ampak vi ne boste pilotirali, vi boste lepo lepi obleki, našminkana, tako, sedela v trupu letala, Bill pa Lou boste pa pilotirala, mlada pilota. Bill pa Lou boste dobila honorar, $20,000, pa $5,000, vi pa nič. Vi pa morate biti hvaležni na tih, zato, ker boste pa dobila nek renome. No in kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da Lou pa Bill nista zmogla odleteti, zato, ker pač nista znala in se je ona spomnila, da ker je bilo megleno, ni bilo težko in se je potem spomnila, da bi mogoče pa odvrgli malo garderobe ven, pa malo premehali zidat, No, pristati pa tudi niso uspeli, ker je bila pač ta, kako se reče, kartograf, ni pravilno izračunal in je potem Amelija videla barko pod sabo, ponavadi v tistih časih, leta 20, so pisali na ladje gor koordinate, če bi se slučajno kakšno letalo znašlo, da vejo, kje so. No in ta barka ni imela ničesar, na radiofonske del, kaj se niso javljali in je potem rekla, ja neč, potem bom povzela pomaranče in bom te pomaranče vrgla dol na barko in je zalučila dol iste pomaranče na kabino in je tako upozorila, da so lahko jim napisali koordinate, kje so, da so potem lahko tudi zadali. Kar sem hotela povedati iz tega je, da v 100 letih nismo dosti napredovali. Manj smo rade pomaranče. Nasploh je to včasih, ker jaz sem svoj čas zelo veliko tudi z igralkami in imela pogovorov, drugimi, ne samo s teboj, da začeli gledati. In ja, smo se skoraj vedno dotaknili tudi tega, da je v bistvu konkurenca močna, da ne govorim o tem pritisku javnosti, kakšne ženske bomo, ne samo igralke, kakšne so ti modni trendi, govorim čisto fizično, kaj velja za lepo, kaj velja za grdo. Tudi tu ste igralke v bistvu mogoče kar precej, ne vem, lahko pod kakšnim pritiskom, ali ne? Ja, seveda, o tem govorim v knjigi 7 kg do sreče, kot sem to imenovala nekako pikri slovenski Bridget Jones, igralka Mara Vodopinec, ki se neprestano ukvarja s svojo težo, izgublja vloge filmske
pač me zvezo postul in tako naprej. Ko sem bila še redna, kot igralka, ko sem veliko delala, sem se res vsako sezono bala, da sem zredila in sem najbolj sem celo življenje na dietah. Skratka, kar se tega nalezeš. Te imperativi so kar krutje, pa ne samo do žensk. Splošno se mi zdi, da je v enem svetu, ki je tak stampedo teh imperativov, kakšni tudi moški. Tudi ena taka zelo široka tema, govorimo feminizem po eni strani, rečemo, ja, ženske smo pridobile na nekih pozicijah, kvote, volilne pravice, enakopravnost, po drugi strani vidim še vedno v takih tančinah, da pravzaprav se moramo recimo dosti bolj uveljavljati, ta roman vendarle ne spada še vedno v intelektualno vedno, ki je kuharski roman, torej še vedno ni dovolj dober, da bi lahko imel toliko pozornosti, kot je mogoče kakšen moški, pa čeprav piše žanr. Po drugi strani pa tudi moški imate svoje izzive, ker ni tako lahko, torej zdaj ta trend črno-belo, ne maram tega, tudi moški v tem svetu so bombardirani z marsikakšnim imperativom, in stereotipi in tako naprej. Tako jaz mislim, da sigurno živimo v enem času, ko so te vrednote se kar malo izgubile nek kompas in da se mogoče res vsi nekako tako malo iščemo, nam pa gre zelo počasi. To je dolgotrajen proces, je zelo po eni strani v tem času imamo toliko enih orodij, koliko novih, recimo naši starši niso imeli toliko orodij za samo spoznavanje, za delo na sebi, od terapevtske pomoči do vseh teh New Age, vse kar imamo. Ampak prav zanimivo paradoksalno, da v tem času poplave se mi zdi, da je potem še časih težje najti bistvo, čovna. V kolikšni meri ti vzameš knjigo v roke, da te pomiri in kakšna, čigava knjiga je to, recimo doma, jaz predstavljam, da moraš imeti zelo veliko knjig. Se si pisateljica, v tem pregavu stoji. Ko me čakam na loterije, kaj znaka, da tudi novo stanovanje, ker je že premalo pravica, tako je. Če bi kakšna knjiga, to si hvala reči? Ja, če mogoče jemeš kakšno knjigo večkrat v roke, da se zatekaš malo v knjige, da to ni tvoja knjiga, seveda, Ja, to bi bilo res grozno. To bi bilo res grozno, da bi se pomirjala z mojo knjigo iz kozarca reka, zvučnega, ne počne. Svoje knjige vaš nekaj drugije, zašto da bi dodal? Dramatično, da tako že vidim pesnico noro, ko bi začela, kako sem dobra, kako sem to dobro napisala. Recimo, da nimam nekih knjig, ko bi se res imam knjige, v kateri se vračam. Zelo imam obdobja, ko veliko berem leposlovje, potem berem veliko tudi strokovne literature, zelo imam rada psihologijo, psihoanalizo, glavnem to vrstne knjige. Je dušne povezave. Ja, tako, recimo, zdaj sem Jaloma spet vzela knjigo njegovo terapeut, ki se vidi, da je tudi tak zelo topli, zelo človeški. In te izkušnje teh terapeutov, te človeške izkušnje, brskanje po psihi, vračanje v čreva, bi rekli igralci, se mi zdi, to je nekaj, kar me vedno znova zanima. Različne so knjige, različna obdobja, kdaj katera knjiga nagovori. So knjige, ki si jih vzamem, odprem in jih ne morem prebrati, ampak čez 2 meseca, ki jih ponovno odprem, zaplavam. Tako da mislim, da se nekako v vseh teh letih tudi že zaupam, ko grem v knjižnico, da bom pravo knjigo vzela v roke in da bo ta knjiga za to obdobje prava. Utrljena sem je vprašanje, ki sem je prej v prevajanju govorili, kako poskrbiš, da se ti ne zgodi, da bi to kar prevajaš, recimo, da bi vplivalo na te, da bi kdaj nekje se ti nekje tako podspalno malo v tvoji literaturi dogaja. To se sigurno dogaja, nekje sem to prebrala pred kratkim, vsi pisatelji krademo, samo eni to naredijo malo boljše, drugi pa malo slabše. Če temu lahko rečemo kraja, mi se ne moramo izolirati. Ne drugi nekoč nekje je nekdo napisal, jaz pa nič ne berem, nočem, da bi vplivalo name. Tako da
Vsekakor ne, recimo ženska drugje, Kundera, ne? Kundera življenje je drugje, vem, da me ta knjiga pred mnogimi leti nagovorila in šele Mira Možina, ki je to knjigo napisal esej o tej knjigi, je rekel, a si prebrala Kundero življenje drugje in v tistem se rekla, aha, ta drugje je od tam. Najbrž nekje spodaj se je nekje zgodil in je tam čivel in čakal. Ne? Tako da ja, seveda, zavestno ne počrtujem in pripisujem, tega ne počnem, ampak nedvomno pa sigurno vplivajo svetovi drugih avtorjev name, s tem tudi rastem kot življenje in to je potem tudi en gradnik v mojem delu. Ne? In kdaj pride pa tisti trenutek, ko rečeš, zdaj je pa to. Zdaj pa ne bom več niti pretaknjena, se ne bom, deliti ne bom, sploh ne stisnila, ne da bi si se zbrisala, ampak zdaj bo pa to šlo na mail, pa bo šlo po urednici ali po uredniku, zdaj sem pa jaz dopolnila. Ja, to je tako, sem malo po naravi perfekcionisti, je težko da izrok. Moj mož lahko pove, da ženski drugi je rekel, a lahko že daš to izrok. Zdaj pa res ni treba več. To je že predolgo, ne traja. Pri tej knjigi sem se res dolgo mudila. Pri kakšnih drugih zadevah pa ne, pa nekako rečeš, aha, tukaj sem. Se pravi, zato je zelo dobrodošlo, da imaš stik z nekimi poskusnimi bralci in urednikom, da se potem zadeva še lahko udobrenjena. Ampak tako se mi zdi, ne? Če bi to knjigo zdaj še enkrat hotela napisati, bi bila čisto takšna. Ne bi je tako takšna pisala. Tako da je res treba nekje presekati več, to je to. Zdaj pa, gledaj, pojdi naprej. Hotela sem te vprašati, zdaj si res to besedno ženska drugje te dni, da od Ljubljane so slovenski dnevi knjige, ki si danes tukaj, jutri si nekaj drugje. Jaz sem na sebi zjutraj. Tako, sem videla na Facebooku. Pa bi te prosila, da smo v bistvu danes v sklopu tega projekta Posadci beremo tudi, ne, tukaj zbrani, če bi nam lahko, sama vidim, da imaš tam nekaj listke v tvoji knjigi, če bi nam lahko prebrala delček, odlomek, zato ker jaz se nekako predstavljaš tega, da avtor prebere svoje dela, drugače se sliši. Prosim. In se zdi, da je Košček iz tretje zgodbe Gundega, to je ta prevajalka iz Latvije. Pravim tako. V keramično vazo na mestnem pokopališču sem nalila vodo in vanjo položila cvetje. Čez 7 dni sem se vrnila na njun grob in z grozo ugotovila, da je vaza razklana na dvoje, razprta kot školjka razkali. Najprej sem pomislila na vandale, potem sem želela verjeti, da je to njuno znamenje, da sta me slišala, da odobravata, da se tako zahvaljujeta. Na koncu me je spreletelo, da je vse skupaj dosti bolj preprosto in razložljivo. V resnici je to naredila voda. Preprosta voda. Voda kot čustvo, ki zmrzne in razkolje vse, kar je oklepa. Pa ne bo to posoda, steklenica, vaza, človeško telo ali duša. Predolgo zamrznjeni čas. Ni je močnejše sile, kot je zanikan in zamrznen spomin. Na razpoki vaze se je sprehajala drobna